Živijo, dobrodošli spet nazaj na naš kanal, moja ime je Kaja Solo in danes delamo nekaj precej awkward, ker bom brala moje pismo iz leta 2020. Par let nazaj sem to dejansko vsako leto delala za 1. januarja, pol pa kind of nisem več, ker, no, vse boste videli, pač moje življenje se je precej spremenilo od takrat in nisem hotela biti tako ranljiva na YouTubu, ker, ja, dajmo kar začeti, ne. Zdaj na začetku bom prebrala pismo, da pa ne bo vse tako morbidno, pa ker bom veliko informacij mogla ven spustiti, ker pač, a ne, bom na koncu vam povedala še 5 svojih, kako se reče, New Year's resolutions. Za obljube! Za obljube! Oh my god. V glavnem za obljube bom pa na koncu povedala. Dear future me. Stari moj, konc je leta 2020, končno. Ko berem lansko pismo, se mi zdi, da je bilo to čist drugo življenje, čeprav se to verjetno zdi vsem. Hodili smo ven, družili smo se, bili so dogodki, kino, zdaj pa 3 pikice. Začnimo na začetku. Trenutno si v svojem stanovanju v Novi Gorici, ki je itak skoraj enaka kot Velenje. Sam da je super nova namesto Velenke. No, zdaj nisem več v Novi Gorici, zdaj sem na Bledu. No, zato moram marsikaj ven spustiti, okej? Poslušaš Abo, ker so 70 še vedno najbolj cool. Vse so še vedno, sam kind of nimam več čistega stila, takrat sem bila res into it. Luna leži na svoji košarici, not anymore, kakor lahko vidimo, ampak malo brle je. Miške so v par dni nazaj dobre celo graščino. Ja, takrat smo imeli še puščavske skakače. Skozi me sprašujete po teh puščavskih skakačih, niso ostali pri meni. Let's just say that. Luna je šla z mano. Anyway, naprej. Zdaj imajo spodaj stekleno, 3 nadstropja in 2 napajalnika. Luksus. Pa si imaš tudi ti luksus. Podstrešno stanovanje, tako malo posebno z ogromnim oknom, kakor lahko vidimo zadnji, in balkonom. Imaš svoj kotiček za branje, svoj studio in gaming place. Če te zanima kaj več, pa poglej video na Džunglinem kanalu. Dobro sem jaz to napisala, to je full lover. Sama sebi sem rekla, moram iti gledati džunglo. Nice. Pol sem šla 4 mesece kasneje sem šla ven iz tistega stanovanja, teda ja. Omega, džungla. Letos si zmagala na enem norem tekmovanju za naj-youtuberja in zdaj ustvarjaš za kanal Džungla. Toliko cajta je že od tega pisma. Sprva si mislila, da bo ustvarjanje dvojnih vsebin izziv, ampak je prav zabavno naporno. In ljudem je všeč, vsaj upam. Mogoče je razlog za uživanje tudi v tem, da se izplača tudi finančno. Detajle v zneskih bom valjda za video izpustila. Bla, pa sem napisala, koliko služim. Ja, to je bila neka vrsta manifestacija, moraš malo sam sebe pohvaliti, no. Spoznala si nore ljudi, čeprav se z nikomer nisi mogla zares v živo družiti. Vsi džunglisti, Si rečemo džunglisti, džunglarji? ki mi vsakič polepšajo dan, ko imamo snemanja. Ne veselim se jih sam zato, ker je to edino dovoljeno druženje, pač pa zato, ker se dejansko zelo zabavamo. Rada vas imam, moja džungla. Zdaj so vsi ljudje tam zamenjali. No, pa zdaj imam tudi vas ta nove, vse ste že par let drugi, vas isto obožujem, no. Pa ne sam džungla, tudi v tehnologijo si se spravila. Vem, da veliko tega še pride, ampak že zdaj je neverjetno. Koliko tehnologije si že pokazala in koliko je še v planu. Huawei, LG, PlayStation, oh my god, PlayStation 5. Ja, to je bilo kar zabavno. Zdaj ne delam več z nobenim, ker me tehnologija kind of ne zanima več toliko. Mislim, se je še vedno zanimivo, samo nič več ni, za snemat, pa niti ne. No, zdaj pridemo pa na tisti del, ki ga nočem prebrati. Ja, 2020 je bilo res. Jajks. Zdaj, želje iz leta 2020 ne bom prebrala, ker so brez veze. Bom pa prebrala želje za 2021. Moja želja je bila, da rešim svoj relationship OCD, ker začnem overthinkati in to res ni zabavno. Napisala sem si, da moram začeti ceniti to, kar imam. Sicer že cenim zdaj, ampak moram še bolj. No, gotovila sem, da ta life ni bil za mene, tako da nikoli se nisem naučila ceniti, rabila sem nekaj čist drugačnega. Želela sem si ostati čim več v tem stanovanju in tudi to se ni zgodilo. Čeprav sem se pa preselila na svoje v Ljubljano, kar je bilo še precej bolj cool, no. Let's be honest. Naj se zgodi vsaj eno zanimivo potovanje, drugač bom znorela. A je bilo kako? Na Kubo smo šle z mami, ampak mislim, da je bilo to 2022. Ja, še 21 je bilo kar čudno leto. Začni več streamati ali pa več igrati igre. Ja, takrat sem res ful pogrešala igrice, ker jih dejansko pač nisem bila dosti comfortable v razmerju, da bi lahko igrala igrice. To sem pol rešila, no. Ker sem živela na svojem, sem skozi igrala igrice. Okay. Zdaj za leto
letos me krma, da bi si napisala pismo za 1. januarja 2025. Mogoče to naredim, pa pol ga preberem. V glavnem, zdaj pa imamo še moje zaobljube za 2024. 5 jih imam, pa niso neke več športej, manj jej, hujšaj, bla bla bla, ker iskreno, mogoče ko bom starejša. Malo še moram odrastiti. Ja, kaj je za letos? Letos bi rada definitivno šparala. To je ena moja zaobljuba, ki jo verjetno imam čisto vsako leto, da ne hodim v shopping, da ne kupujem kar takene bedne stvari. Zdaj edina stvar, ki si jo res dovolim kupiti, revije, knjig pač si ne kupujem fizičnih, pač pa jih imam na Kindlu, teda sem dost rešila to, teda po moje bo letos dobro leto za šparanje. Potem druga zaobljuba je, da moram definitivno manj monsterjev piti. Jaz imam tako obsesijo z monsterji, jaz jih lahko spijem 3 na dan, kar je insane, pa pol še 2 kave čez, da sem pa konc dneva tekle. Ne monsterjev, ok, stop it, it's toxic, it's not good for you. Tretja zaobljuba je, da bi spet potovala na Japonsko ali pa v Korejo. Bolj me je začela zanimati Azija, itak pač po japonski in bi definitivno letos rada šla še enkrat, ali pa šla pogledat Korejo, ker mi je ta kultura res ful blizu in ful všeč in bi rada jo čim bolj spoznala, ampak bi rada tokrat šla v lastni režiji, zato da lahko čim več hodim po restauracijah, pa ne vem, si vzamem fraj, pa grem v Don Quixote, ki je najbolj amazing trgovina na svetu in jo toliko pogrešam. Četrta zaobljuba je, da peljem mami v London, ker z mojo mami pač vsako leto imamo eno tako potovanje. 2 leti nazaj smo še na Kubo, lani smo še na Japonsko, zdaj pa letos bi jo rada peljala v London, ker smo že bile v Londonu par let nazaj, pa da mačken obujama spomine, pa da smo mačken bolj na fraj, ker Kuba pa Japonska so bile vodene, to v London bi pa rade mačken bolj na easy, gremo res na dopust, pa kofetkama, gremo v trgovince, gremo se sprehajati po parku, ali pa se odločimo, da gremo v Harry Potter World, to bi bilo tudi amazing. Res si ful želim iti čim večkrat letos v London, dejansko. 5. zaobljuba je pa prebrati vsaj 30 knjig, verjetno jih bom več, ampak sem si dala za letos mačken nižji cilj, ker lani se nisem niti napisala, koliko sem jih prebrala. Sem pa lani kupila Kindle, s katerim ful hitreje berem, teda verjamem, da ne bo težko, ker sem zdaj že v enem tednu že eno knjigo prebrala in bom po moje kar v easy, no. Sej imam že tudi un challenge na Goodreads, že imam naštiman in sem ready, da letos preberem čim več in da letos končno preberem cel seznam unih knjig, ki jih hočem prebrati. Zdaj imam pa za letos eno v bistvu željo in to je v bistvu, da čim bolj uživam letos. Si ne vzamem toliko na fraj, ko sem si vzela na 2023, ker je bilo dosti težko leto, bodimo čisti iskreni, se mi zdi, da bolj, ko se s folkom pogovarjam, vsi reče, da 2023 je bilo res kot čudno leto. 2024 pa, kar se biznisa tiče, pa kar se privat življenja tiče, hočem čim več doživeti, pa čim več uživati. Pa mogoče to ne pomeni glih nujno, da skozi samo potujem, ampak tudi, da si vzamem čas, igram igrice, ki jih hočem, da berem knjige, ki jih hočem, gledam filme, ki jih hočem, meni to ful veliko pomeni. Na business sideu hočem pač čim več TikTokov, čim več kontenta, takega, ki mene veseli, pa bolj širiti svoja obzorja, da grem izven svoje cone udobja, kar se tiče ustvarjanja kontenta. Zdaj grem pa jaz spisati svoje pismo za 2025, da bomo imeli tudi za naslednjo leto en video, ki se mi zdi, da bo po moje ful zanimivo. Malo moramo o tipih pisati, ker pač bi bilo fajn celo pismo prebrati, ne? Upam, da vam je bil tale video všeč, dol spodaj mi nujno komentirajte, kaj so vaše zaobljube za 2024, pa ne pozabite lajkati, pa se subskrbite na naš kanal in ja, vidimo se v naslednjem videu. Lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!